Dobro jutro, piškotak. Ne, nisem padel v čebelji panj, ampak je ura 6 zjutraj. A si to dojel, da je bilo kao zabuhal v glavo? Ne, okej. Velikokrat naročam kakšne zadeve iz tujine in pol me vedno ferbec matru, kaj se zgodi z mojim paketom, ko enkrat vstop na slovenska tla. Zato smo prišli na Brnik, ker nam bojo pri DHL-u pokazali celotno pot do vaših vrat. Za nami je prvi security check, ker je v bistvu tako, kot da bi šli na avion, ne? Pas. Varnost. Ja, remove before flight. Za mano bo pristalo DHL-ovo letalo. Boeing 757, eno izmed več kot 300 letal, ki jih imajo v svoji floti. Smo dobili prav tele noise cancelling čepke, ko bomo tako zraven aviona, da je že kar na glas. Ja, sam zdaj se pa res slabo slišimo. Tako, zdaj gremo pa na avion, samo še avion mora priti. Hudo, jaz sem kot otrok, mene toliko zanimajo te stvari. Letalo ima 15 pozicij, mi imamo 11 polknih kontejnerjev gor. Pošiljke z delnico za Slovenijo plus za avstrijsko Koroško. Prej nikoli nisem videl, kako izgleda kontejner za letalo. Naprimer, tukaj je en. Sem si predstavljal, da bo večji, ampak se ne mora biti večji. Se toliko je kapaciteta letega, je toliko je kapaciteta. Od nekdaj si želim, a je možnost, da bi jaz šel kje vsaj blizu kabine pilotske. Guten Tag! Mašina. Dober dan. A kar lahko ali pokažem karto? F16 imam. Hvala, kar naprej. Pa to je boljš, kot vsak ringelšpil. Ja, ti se pa lahko tlele. Če je to gumbo, da nam kaj s kolenom brcnu, da nam bomo vzleteli, kaj... Ne rabiš, ključi so pod sedežem, sam ne v krog govor to. To se pravi z nogami, levo, desno, zadaj, ki ima na repu tist, pa tist je to z nogami. To z nogami? To je z nogami, gor, dol, to pa že vse znaš. Tlele imaš navodila. Z nogami je... Ruda od zadaj. To vem, ko sem GTA igral. Se pravi, ko vzleti, da on gor. Sep, ja. Okej, da gre v krilca. Oba motorja. Tako naprej. Lev motor, desen motor, vsak posebej. To je to, ročna. Prav ročna je to. Ročna je to, ja. Ne bom. Tlele so pa razne kontrole, gorivo, totalno v levem krilu, desnem krilu 7 ton goriva imamo še. 4 tone na uro ima porabo. Nekje. Pa odvisno, koga gona, še je mestna vožnja ali relacija. Luči, meglenke in tako naprej, tle gor. Vsi te gumbi, tle gor. Varovalke. Letalo vsak dan pristane, se razloži vse to, na koncu je treba vse preveriti, pregledati, zato da ni kakšnih presenečenj, da to zvečer zapusti s pošiljkam, ki smo jih danes, oziroma ki jih bomo danes pobrali po Sloveniji. Koliko je temperatura tovora tlele gor? Se pravi, tlele not je sobna temperatura, tlele je gretje. Lahko tudi psa poslal, pa ne bi zmrznil. Prevažamo tudi konje na tekme, razni šejki in tako naprej. Predstavljaš, da ti konja pripeljejo? Tudi gorilo smo peljali v Afriko, tudi tigre smo pripeljali iz Anglije v Evropo, z Amerike, tako naprej. MotoGP, Formula 1, posod DHL, mi smo njihovi logistični partner, prevažamo njihovo opremo. Ampak ne prevažate pa Pro Formul pa motociklov? Tudi to se prevaža. 2, 3, 4. Koliko je dolg? 39 metrov. Maksimum take-off 100 ton, to se pravi polno naložen, polno goriva, vsega polno.
je to. To je treba zdaj vse preveriti, če je karkoli narobe tlele noter, poškodovan, moramo zapisati, zabeležiti. Zdaj najbolj pomemben tovor je verjetno čisto zad, ker ne bi bil najbolj varen, tako? Ne, ni to. Čisto odvisen. Imamo predpisan, kje je kakšna, kot sem prej že omenjal, nevarne snovi. Določene pozicije so, ko morajo določene stvari biti. Kadar so zadeve toliko nevarne, mora imeti med letom pilot dostop do teh stvari in damo od spredaj na prvo. Je pa, kot veš, letalski transport najbolj varen. Auf Wiedersehen. Drugače pa zakaj se toliko hecam iz nemščine? Zato, ker gre to letalo nazaj v Nemčijo. Drugače pa je bil DHL ustanovljen v San Franciscu. Lastniki so pa Nemci. All good. Finished. To je kakšna specialna barva ali gre ista kot na avto gor? Koliko je tega? To sicer ne vem, vem pa podatek, da je recimo za tale Boeing 757 je porabljene tono barve. Eno tono barve? Eno tono, da ko bi šel to kupiti, bi mogel s prikolco. Ja. To je glavni servisni center za Slovenijo. Tukaj se v bistvu sortirajo. Tako, sortira se po rutah, mi rečemo, to so poti, kjer kuriri upravljajo, in pa tudi na večje natovornjake, kjer pa v bistvu dostavljajo pošiljke drugim kurirjem izven tega servisnega centra, recimo v Mariboru, Novo mesto, Koper. Koliko paketov približno dnevno pride? V uvozu jih je približno 3 do 4 tisoč, po izvozu tudi približno enak. Časovnice so dejansko določene. Nekje nam je cilj, da pošiljke pridejo s kontejnerji iz aviona v skladišče, da bi nekje v 1 uri bi mogli zapustiti servisni center. Tako da včasih pravite, da koliko je moj paket, ne, koliko dolgo traja, mislim, da vi maksimalno naredite. Ne? Maksimalno. 20 minut je do sem, pol je pa tukaj še 1 uro in v 1 uri mora zapustiti servisni center in gre na dostavo distribucijo. To je pa res ekspresno, ne? Ja, se je DHL Express. Tako, zdaj sem bil nadzornik letala, zdaj pa zamenil poklic in postal kurir DHL Express. No, da pa čim bolj lahko spoznal poklic kurirja, je pa najboljš, da se pridružam enemu. Ti, Luka? Ja, tako je. Bit me veseli. Ja, rad vozim, rad sem stranka. Ni monotono, ne? Ne, se razlikuje pač vsak dan. Koliko strank imaš, recimo, samo ti vsak dan? Med 50 pa 60. Jih pa pol v bistvu tudi pobiraš popoldan, če sem prav razumel. Popolne imam dostavo, moje popolne pa pobiram tudi cca 30. Se pravi, začela bova z dostavami v Trzinu, potem se pa ustavila tudi na recepciji. V bistvu je to prevzemno mesto za tiste, ki jih ni doma. Koliko imava strank do recepcije? 10. Meni se sliši to ful enega dela, ampak bomo videli, kako dolgo se to traja. Torej imamo prvo. Tu tebi ne zaupajo, da te snemajo. Moram reči, da meni še zmeraj vse pripelju. Še ena dostava. Smahali. Se pravimo pa zdaj gor, ja. Dodaj prid, kje pa se? Evo, tole. To je to, hvala lepa. Zdaj vmes med dostavo smo se ustavili pa še tukaj v Trzinu, kjer imajo tudi DHL ima svojo recepcijo, ki je v bistvu za prevzem in tudi od pošiljanja paketov. Dober dan. Dober dan. Kaj pa največji tovor, ki ga takole predajo? 300 kg težo omejitev na kos ali pa 300 cm. Super, najlepša hvala. Luka, hvala ti. Ajde, lepo za mej. Čau. Kljub temu, da je DHL eno največjih logističnih podjetij na svetu, ker imate zaposlenih okoli 400 000 delavcev, smo imeli nekaj logističnih težav, ampak samo zato, ker nismo imeli 3 sedežev, tako da smo se zamenjali kurirja. Draga Teja, pozdravljena, mi se sicer poznamo že od prej. Ja, nič, ti me boš zdaj naučila malo tele dlančnike vaše in te notesnike. Ja. Kar bolj na glas, ker te slabo slišimo. Se pravi, najprej imamo v sistemu vse podatke. Jaz se pokličem, vprašam, dober dan, iz DHL-a kličem, ste doma, ker imam en paket za vas. Stranka odpre vrata, jaz imam tale paket za vas. O, Marija, kako je bil hiter, saj sem ga komaj 2 dni nazaj naročil. Poskeniram, potem pa vneseva samo še podpis, da imamo potrditev, da smo oddali paket. Jaz rečem hvala lepa, ker ste sodelovali z DHL-om. Adijo zdaj. To je to. In gre stranka. Kakšne lepe nohtke je dala za danes. Ja, si pravim, da ima prav krempelčke. To je prvo nadstropje. Dobar dan, en paket imamo. Pa prosil bi za en avtogramček. Super, hvala lepa. Sam tale te zgoraj, ne? Ok, sorry. Hvala, lep dan. Adijo.
Moram pa reči, da sem imel to začetniško tremo, da sem imel kar nek cmok, sem dobil in sem kar pozabil že besede skoraj da ne. Gremo, zdajle, vaja dela mojstra, bomo še malo zvadali pa bo. Gremo! Super, hvala lepa, lep dan. Spet sem pozabil reči, hvala, ker ste izbrali DHL Express. Halo, halo. Dober dan, živijo. A bi lahko kar vam predal paket? Sej zame, tako da. A je prav za vas? Čakajte samo moment. Odbita pota, ne? Elena, odkje si mi znan, ej. Kakšen super podpis. Ja, malo sem zamenil poklic, ker me nekako ne veseli več ta videoprodukcija. A klinec, dej zabavi se. Ker to je tako dobra zadeva, imaš še, da upam, da greš to spet kaj naokrog. Čakaj, lahko se pripeljem sodelavko, kaj to? Ja, lahko. A si mogel jaz pol kapo nazaj obrniti? Znaš, ne? Živijo. Evo me veseli. Mene tudi. A takole pa pol malo za zabavo. Ja, ne, to je side hustle, v bistvu tako pol popoldan ali pa dopoldan malo, tako delam. To pa je nek nivo, ne? Luštan. Ja, pa da takole predam paket je tudi neka kljukca v življenju, ne? Čestitke za 30 ko. Shit, ja. Že pozabam, ne? Ja, probam pozabiti. Hvala, ko uporabljate DHL Express. Ej, veselo. Lep dan, lepo se imejte. Adijo. Odbita pot. Tako, nekaj paketov smo dostavili. Zdaj sem imel pa jaz še eno prošnjo, sem te prosil, če lahko jaz dostavim. To je zelo smešna zgodba zdaj. Imam enega družinskega prijatelja, ki se nisva videla pa zdaj res 6 let po mojem. Ko sem dal jaz prvič pulover Sever ven, je ta prijatelj meni pisal, a daš lahko meni enega na stran. In jaz sem ga dal in mu ga v 3 letih nisem poslal, tako da sem rekel, a ga lahko dostavim z DHL-om in upam, da me ne bo pogruntil, zdaj da sem to jaz. Dober dan, en paket imam za Lukata. Tako dolgo sem ti ga prinašal, da ga je že DHL pripeljal, ker je šel vmes že čez Avstrijo. Ja, nažalost je Luka me prehiter pogruntil, zato ker mu je sodelavec njegov povedal in ni bil ta odziv, ki sem si ga želel. Tako da sem rekel, dajmo to priložnost ponoviti in gremo zdaj še v Domžale do Samota. Pa upam, da bo malo boljši odziv. Dober dan. Dekaj ne vem, kva sem naročil, to je prvo kot prvo. Kompjuter, Universe. Universe, Maja gleda, nim kompjuter ali kaj si rekel, nisem nobenega kompjuterja naročil. Ja, nič, če ne drugega sem ti jaz plačal mene videti, ne? Ja, to je to. Vidiš, prodlančnik imam. Ja, lušten je bilo, ne? To je pa tudi ena kljukca, da smo zvedeli, kako se počuti paket, ki je enkrat vstopil v Slovenijo. Kako so me že naučili? Hvala, ker ste uporabljali DHL Express.